Nadaljujemo z arhitekturno politiko. Tukaj bo predavanje sestavljeno iz dveh delov. Predavatelja bosta gospa Damjana Pečnik, umetnostna zgodovinarka, državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo, in za njo profesor Miha Dešman, arhitekt, vodja skupine za pripravo arhitekturne politike in, kot sem rekel, profesor na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Izvolite, gospa Pečnik. Tremo je to nekaj povsem naravnega. Kako ne bi imela tremo, lepo pozdravljeni, kot umetnostna zgodovinarka stojim pred inženirji in arhitekti. To je staro rivalstvo, to veste. Zakaj arhitekturna politika Slovenije, arhitekturna politika za ljudi in zakaj Ministrstvo za kulturo? Predvsem zato, ker je bilo na tem področju narejenih že kar nekaj korakov, ampak arhitekturna politika se je vedno nekako odmaknila in nacionalni program za kulturo, ki ga je pripravilo Ministrstvo za kulturo za obdobje 2014-2017, je prepoznal arhitekturo kot področje javnega interesa znotraj kulturne politike in to je bila taka ustrezna podlaga, da smo se lotili kulturne oziroma arhitekturne politike znotraj kulturne politike. Nosilka projekta na Ministrstvu za kulturo je bila kolegica Barbara Žižič, ki ni umetnostna zgodovinarka, ampak arhitektka, tako da je bila arhitekturna politika v dobrih rokah. Na Ministrstvu za kulturo je bilo v dosedanjih politikah govora predvsem o arhitekturi kot o likovni umetnosti, kot o ustvarjalnosti in mogoče pogojno še na področju kulturne dediščine. Moje osebno mnenje je, da smo z arhitekturno politiko presegali ta razmišljanja in da smo z plodnim sodelovanjem dosegali, da smo na dan dali dokument, ki bo usmerjal arhitekturno politiko v naslednjih letih. Da smo lahko začeli sploh razmišljati o arhitekturni politiki, je bilo potrebno sestaviti ustrezno strokovno komisijo, ki je bila, glede na to, da smo na Ministrstvu za kulturo uradniki, kljub temu, da smo po profesijah tudi strokovnjaki, smo zato povabili k sodelovanju 4 strokovnjake Zbornice za arhitekturo in prostor in sicer v strokovni komisiji so sodelovali profesor Miha Dešman, dr. Ilka Čerpes, Aleksandar Ostan in Vladimir Krajcar. Gospod Miha Dešman bo potem tudi predstavil dejanske cilje in usmeritve arhitekturne politike. Jaz imam pa nalogo, da vam samo ta splošni formalni del malo osvetlim. Zato, da bi bila arhitekturna politika čim bolje prepredena z drugimi resorji, je bila ustanovljena tudi medresorska skupina, v katero smo povabili člane iz različnih ministrstev, od Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za infrastrukturo, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in Ministrstva za javno upravo. Torej, že s tem, ko smo ustanovili medresorsko komisijo, smo pokazali, da je naš interes, da je arhitekturna politika ne samo dokument Ministrstva za kulturo, ampak predvsem dokument, ki bo povezoval več resorjev in dal usmeritev za nadaljnje delo. Dokument je bil v javni razpravi od avgusta do septembra 2016. Udeležile so se ga različne vladne in nevladne organizacije. Tudi znotraj resorjev smo burno razpravljali o dokumentu in naučili smo se marsikaj, predvsem pa to, da je zelo nujno in potrebno sodelovati in se pogovarjati. Zato nam včasih med resorji ostane premalo časa, med vsemi obveznosti, ki jih imamo, ampak pogovor, razprave nikoli niso brezpredmetne, ampak imajo vedno cilj. Arhitekturna politika je bila sprejeta konec avgusta 2017, januarja letos pa smo uspeli besedilo prevesti tudi v angleščino in ga izdati tudi v tiskani publikaciji. Nekaj izvodov imate tamle od zadaj, takole izgleda dokument v obliki knjižice, je pa seveda arhitekturna politika za ljudi dostopna tudi na spletnih straneh, tako da vabljeni k njenemu prebiranju. In kaj sedaj? Sprejeli smo arhitekturno politiko,
Sprejeli smo različne sklepe. Na Ministrstvu za kulturo smo pripravili predlog imenovanja koordinacijskega telesa za izvajanje arhitekturne politike, ki ga mora potrditi še vlada. Jaz upam, da nam bo to v tem mandatu še uspelo, če ne pa za nami prihaja druga vlada in verjamem, da bo prepoznala kvalitete dokumenta in nadaljne aktivnosti tudi speljala. Na mednarodnem področju je ta politika pravzaprav se odraža tudi v tem, da je Slovenija zelo aktivno sodelovala pri pripravi še enega dokumenta, tako imenovane deklaracije iz Davosa. V času strateškega foruma med 20. in 22. januarjem je v Davosu potekala neformalna konferenca ministrov za kulturo držav pogodbenic Evropske kulturne konvencije Sveta Evrope. To pa predvsem zato, ker je trenutni predsednik države Konfederacije Švicarske tudi minister za kulturo. In včasih so srečna naključja in to je bilo eno od tistih. In z sodelovanjem tudi slovenskih strokovnjakov je bila sprejeta Davoška deklaracija, ki ima tak naslov za visoko kakovostno kulturo gradnje. Ohranil se je tudi v vseh prevodih izraz Baukultur, ker nekako so si bili strokovnjaki enaki, da je med stroko izraz Baukultur tako določen, da ga pravzaprav ni potrebno prevajati. Deklaracija iz Davosa je prevedena tudi v slovenščino in bo v naslednjih dneh dostopna na naših spletnih straneh, tako da vabljeni tudi k prebiranju te. Zdaj pa bi jaz prepustila besedo Miho Dešmanu, ki vam bo več tudi slikami pokazal in povedal o arhitekturni politiki. Jaz bi sem še tole dodala, kar nekaj besed je bilo o prostoru, o tem, kako je treba razširiti prostor za gradnjo. Z vidika Ministrstva za kulturo prostor ni samo prazen prostor, prostor je tudi pozidan prostor in apeliram vse v tem prostoru, da se začnemo pogovarjati tudi o revitalizaciji že pozidanih površin, o že pozidanem prostoru. Hvala lepa.